naši začetki, kje nas je sploh potegnilo v anime, oziroma v japonsko popkulturo nasplošno. Jovan, jaz vem, da ti si bil tukaj že zelo dolgo v našem communityju in en community si tudi sam začel. Ne? Če se ne motim, si leta 2005 začel en webpage, ki se je imenoval Moj page. Čakaj malo, to je bilo 2005? 2005. fuck. Ja, ga spomnim. Ne. Jaz sem še živel Ne. daleč. Ne, Jaz sem še živel daleč. Mislim, da celo 2.3. 2.3 je prva različica, ki še ni bil anime related. 2.5 je pa v bistvu prav že sem forum postavil, pa vse biste gor. In če se ne motim, je bil Moj page na začetku samo o podnapisih, o Pokémon, Dragon Ball. Kako se je to sploh začelo? Zakaj si sploh rekel, ok, zdaj bom pa neko spletno stran naredil? Ok, zakaj bi se sploh Moj page nastal? Ja, recimo. Moj page je v bistvu bila moja prva spletna stran v osnovni šoli, ki sem postavil, v bistvu naredil, v bistvu skodiral v Dreamweaverju. To je kot nek šolski projekt. V bistvu niti bil šolski projekt, v bistvu čisto osebni projekt. Sem hotel imeti svojo spletno stran, na njem je bil v bistvu Counter-Strike, Pokémon igre, pa kaj sem še imel, pa mislim, da je bil še Dragon Ball neki gor. Mislim, da so bile to 3 stvari, ki so bile tako gor, pač vržene. No. Katere igre to od Pokémonov? Še Game Boy. V bistvu, to je bilo najbolj zanimivo, dostakrat se kakšen pogovarjam, kje so prvič dobili te igre, so v bistvu lih iz moje strani dobili. Prav imel si... Prav imel si uploadane. Prav uploadane. To si imel ROM file, dejansko. To si imel ROM file. Ja. ROM files. Vse, kar si v tistem času potreboval, je Virtual Boy, I think Machine se je imenoval. Virtual Boy Advance. Tako, samo ta ROM vrgo noter. Čakaj, takrat če sploh ni bilo Game Boy Advance, takrat je bil še Color, pa navadni. Ali je že bilo? Ne, je že bil, v GBA je že bil. Game Boy Advance je že bil takrat. So basically to je bil en emulator, ki si ga lahko poganjal na PC-jih, a ne takrat, mislim, da na drugih niti ni delo, in preprosto si dobil rome, ki so bili kakor ne take mini zazipane igre, ki si lahko preprosto vrgo noter in igral, kakor da si na Game Boyu. Točno to, ja. Za one, ki nismo imeli pač denarja za fizične. Vsi smo bili otroci v osnovni šoli, Pocket Money je šel samo v kolektorje tistih slikic, ko si lepo anime slikice, joj. Ne, karte. Kaj, karte? To je bilo Pokémon, preveč Yu-Gi-Oh! drago, prosim te lepo, jaz nikoli nisem si mogel privoščiti. No, v bistvu tle se je začel, v bistvu niti ni kak sem prišel potem do animev na splošno, ampak, ne, vem, filmi so bili, Pokémon filmi so bili potem tudi v tistem cajtu na televiziji. Oh my god. Mewtwo. The Pokémon, the first movie. Tisto me je takrat po filmote potegnilo, da sem v bistvu začel iskati ta film. Je to tisti film, kjer se vsi spremenijo v kamen in potem nekdo joka. In potem Pokémoni začnejo jokati. Mislim, ne, Ash gre vmes noter in Mewtwo, pa Mew vdarita in je on kamen in potem Pikachu joče. To je res nostalgija. In začnejo vsi jokati potem. Ja, and the power of friendship saves everything. Again. No, v bistvu to je bil ta prvi tak film, ki me je potegnil, pa niti ne vem, kako sem potem vse skupaj združil, oziroma pač prišel do te informacije. Prvi forum, ki je bil, je nastal, so bili Pokémoni gor, Yu-Gi-Oh! Pa Dragon Ball. So bile glavne tematike. Je bila to kakšna ambicija, ali je bil to čisto osebni projekt, kjer bi rekel, ok, jaz hočem pokazati, koliko sem dejansko fan, ne, pa koliko fan sem v tem, ali si dejansko želel zgraditi nek community okoli tega. V bistvu, da niti ne vem, kakšna je moja primarna želja tega. Mislim, to si otrok, to ti je samo zanimivo, gremo narediti, wow. Ampak nekako je zadeva organsko potem. Če gremo po kakšni teoriji, social signaling and whatnot, I mean, he wanted to show off, basically. Zato nekdo naredi spletno stran. Mislim, da smo v najstniških letih bili vsi enaki, pa čiščemo neko evaluacijo. Za konc koncev v tistem cajtu niti sem imel nekih ljudi, ki bi se pogovarjali recimo o tem. To je dosti velik faktor, recimo, da sem hotel pač najti somišljenike, pa malo to širiti. Točno tako, jaz sem morda imel tako v osnovni, to je bil gliš čas osnovne šole. Jaz sem morda poznal en, ki je morda gledal ene nemške risanke na RTL 2, drugi, ki je zbiral Pokémon karte.
That's about it. Ker zoomeri out there mogoče ne vejo, ampak there was a time before social media, kjer smo dejansko se mogli družiti fizično in tudi iskati pač somišljenike, ne vem, na internetu od ust do ust. Mislim, takrat še niti ni šlo tako po internetu. Mislim, to je 2003, kdaj se pogovarjamo. Takrat še ni bilo Messengera, takrat še ni bilo nič. Forumi so bili, to so bili PHBBB forumi. All the way. Točno tako. Jaz se spomnim, v tistem času so bili zelo popularni te RPG forumi. Dragon Ball RPG, Beyblade RPG. Sem res, to je tudi obstajalo. To je bil po mojem moj prvi stik tako z, recimo, da anime communityjem. Mislim, da je razlog, zakaj je Reddit tako danes popularen, da so vsi nekako začeli s temi forumi, in so imeli že ta forumsko obnašanje v mišicah. Potem dejansko, muscle memory. Muscle memory. Dejansko to administriranje, menedžiranje in pa samo pač nek oseben doprinos, ne nujno na nek, da ti narediš nek produkt, ampak da daš samo neko svoje mnenje o produktu. Tako da v bistvu ta moj page je bil v bistvu na začetku, čeprav je forum nastal, ampak zelo sem bil, primarno bil tudi, da sem začel fansubbati. Se pravi, Pokémon filmi so bili ta prvi filmi, ki sem naredil podnapise za njih. V bistvu še zmeraj obstaja, mislim, da še zmeraj na podnapisi.net obstaja kolekcija 6 filmov, ki sem jih takrat od začetka. Podnapisi.net je ena zelo, mislim, da je obstaja od začetka interneta. To je bil tako skupek vseh možnih podnapisov in to so bili podnapisi, ki so izvirali iz fansubberjev, se pravi ljudje, ki so jih sami predvajali doma. In potem tudi podnapisi, ki so prišli iz nekih originalnih diskov. In vsi ti podnapisi so bili združeni na eni strani. In tako sem jaz tudi najdel Juvenove podnapise, da sem, nekdo v slovenščino prevaja anime, noro. Ker jaz sem bil takrat tudi, ne vem, 15-16 let star in sem imel željo, bil sem zelo into learning new languages, ampak tudi, da pokažem to strast nekomu drugemu. In sem rekel, kako naj to prikažem? Prva stran, ki sem jo našel, kjer bi lahko to širil, je bil Partis. Partis je, mislim, da nastal 2006, 2007 mogoče. In takrat, in to je bil naslednik enih drugih torrent sajtov. Torrent sajti so obstajali že veliko prej. Ampak slovenski? Tudi slovenski, mislim, da pred Partisom je obstajal Golden Tomb, tako. In v bistvu ta RIP in prevajalska skupina, ki je delovala na Golden Tombu, je potem v bistvu se transferirala na Partis. In ta skupina, nekdo ne ve, ampak je delovala zelo profesionalno. Mi smo imeli svoj, mislim, da Skype channel, pa mogoče bi takrat še MSN Messenger channel. MSN for sure. Kjer je bilo, ne vem, 20 folk in vsak je imel svojo zadolžitev. Bili so prevajalci, bili so DVD riperi, bili so pregledovalci podnapisov, bil je nek quality check dejansko za tem in potem smo to zadevo uploadali gor. Daj si ti potem uletel na slow anime. Oziroma, takaj je bil še moj page, je bil že slow anime. A mi lahko malo bolj kronološko opišeš, kdaj se je slow anime mogoče sploh premenoval iz moj page? V bistvu je bilo glih neka faza vmes, ko sem prevajal celo Scrap Princess, je bil še pod MPFS, se pravi moj page fansubs. Po sem vmes se pa dobesedno premenoval na slow anime. Pa ne vem, z kakšnega stališča bo takrat to. Mogoče si hotel boljši branding. Boljši branding po mojem, zato ker sem čist premaknil to tematiko, ni več samo bila osebna stran, ampak je v bistvu že portal nastajal. Tako, imel si že nek community za sabo in se hotel, že neki ljudi, že več tematik. To ni več tvoj page, ampak smo community in ta community ima neko ime. Zato ker sem takrat praktično najdel, da stajajo še drugi šovi. Mislim, da je bil celo Skype Princess celo moj prvi tako anime, da sem ga res pogledal. Se kdo spomne Scrap Princess? To je že... Kakšen je japonski naslov? Scrap Pri je... je prav potem... Prav angliški je. Mali review daj, da vidim, kje sem. V bistvu se gre o eni punci, ki so jo zavrgali in jo hočejo fenta, ker je kao, kaj že, bo prinesla konc sveta, nekaj tazga.
In potem se v bistvu njena posvojena brat pa sestra ščita in okoli po svetu potujejo in bežijo pred vsemi temi cerkvenimi podaniki, ki se hočejo znebiti. Ona je Sem gledal, Doombringer, a ne, in vsi se jo želijo znebiti na ta način. To se sliši tako depresivno, tako Ampak je resna tema. Ampak je dober. Na koncu pa začneš, ko se začne mačkati to razkrivati, kaj je v bistvu njen pomen. Tako sem. Zdaj ga me pač to fulnote potem. Takrat sem bil čisto navdušen, sem rekel, tole moram prevesti. Je bil to moj prvi anime, ki sem ga, mislim, prvi anime, ki sem ga šel po fansubiti. Pokemoni so bili pač Pokemoni so bili. Kakšni so bili pa prvi odzivi, ko si recimo na začetku si bil samo ti sama, ne? Imel si edini page, potem pa si nekako začel graditi community. In kakšen je bil odziv tega communityja, da dejansko ima prostor in možnost se razvijati? Pa vse večina je bilo zelo pozitivno, no. Je bil tako, ok, zdaj se končno lahko pogovarjamo nekje na enem prostoru interneta v slovenščini, a ne? Ker je bilo, mislim, da, ok, danes je fandom zelo razširjen, normalno po social medije, ampak takrat dejansko je bil anime, ni bil še mainstream, ne? Vse je bila subkultura in nekako forumi so delovali kot v bistvu to stržišče subkulture, ne? In nekako, da si imel svoj prostor, ker si se lahko pogovarjal z svojim mišljenjem, mislim, da je bil pač tudi velik delež tistega, kar me je v bistvu privabilo k samemu Sloanimeju. Ja, samo šet, ne, so v bistvu tistem cajtu, ko je Sloanime nastal, sta bila še dva portala, ki sta obstajala, ne. Bila je še Anime Slovenija, ki je sicer bila že neaktiven portal, ne. Kako? Anime Slovenijo sem jaz našel prvo, samo res. Ja, Anime Slovenija je bila iz 98. Mislim, da če imam še zmeri letenco njihovega nastanka v glavi. Prav. Samo oni niso imeli foruma prav. Je bil forum, ker ko sem jaz gledal kot Gija, se me tako hudo prevzelo, da sem moral nekje povedati, kak je bilo neverjetno. Anime Slovenija je bil edini prostor, ker si to lahko naredil. Če greš na Google pa napišeš Anime Slovenija, kakorkoli, pa je pač to našlo. Ja, v bistvu zdaj ga ni več, žal. No. Ampak ja, takrat je bil Anime Slovenija, ampak je bil neaktiven, to se spomnim, pa Anime serije je bil še obstajal, ker mislim, da je bil celo aktiven, ampak je bil pač tudi splošen forum, ne, kar se tiče anime v Sloveniji. Anime Slovenija je pa v bistvu zelo specifično, bolj iz fansubbing, bolj na temo fansubbinga, kot pa tako čisto splošno. No. Nekje 2 leti, 3 leta po ustanovitvi moj page bi rekel, da si rekel, ok, zdaj bom pa branding spremenil v Sloanime, ker je community že toliko velik, da v bistvu rabimo neko svoje ime in v bistvu lahko se tudi bolje promoviramo. Ampak nastoje bolj iz fansubbinga, ne tukaj iz samega community-ja, ampak fansubbing. Medtem, ko so bila Anime Slovenija, pa Anime serija sta bila pa pač splošna foruma, ki si se tako družil. Ampak dejansko potem, ko sta... Kdaj je bil Sloanime? 2007, 2008? 2006, 2007, kaj se je premenoval. Ja. Takrat enkrat, ja. Ja, jaz se spomnim tam 2009, da sem skočil noter šele. Jaz sem ves čas spremljal, že se pravim, 2006 sem zares postal aktiven kot fansubber. Je pa bil Sloanime takrat že zelo aktiven, ampak je šel tudi čez veliko, kako bi rekel, barvnih rebrandingov. Stran je izgledala eno leto tako, drugo leto drugače. Kako je šel ta miselni proces? Ja, v bistvu ni bil miselni proces, ampak jaz sem se šolil celo, v bistvu sem šel na šolo, kjer sem se učil pač o teh spletnih straneh tudi, ne. Tako da mi je bilo zelo aktualno, da sem skozi posodabljal oziroma pač hotel narediti boljši portal, se učiti na tem projektu, vse o spletnih straneh, o vse optimizaciji, oblikovanju, PHP, HTML, CSS, vse te stvari sem pač uporabil, kar sem se naučil sami iz šole, ne sem pa uporabil v bistvu na samem portalu, ne, da sem lahko skozi izboljševal, zato bo vsak... Dejansko si potem svoje karierno znanje izboljševal, hkrati pa tudi v bistvu si imel nek pasiven produkt, ki je rastel s tabo. Ne? Ja, čeprav to niti ni moja kariera, ne. V bistvu mi je bil interesanten področje. V tistem času. Ja, v bistvu mi je bil interesanten področje, čeprav se nisem recimo usmeril v to neko. Ampak mi je pa še zmeraj tako uporabno znanje, ne.
ki sem ga takrat pridobil sam iz tega. In Sloanime je potem nekako 2009, mogoče 2008, 2009 začel tudi s side projekti, kot so bili eventi, konvenčni. Novoletka je bil en tak dogodek, ki je bil mogoče 100% potem že vezan na Sloanime v določenem obdobju. Ne. Sloanime se ni nikoli z neki s temi dogodki ukvarjal, ampak smo bili zmeraj bolj kot ne support. Okay. Se pravi, ker je to je bil takrat, ko so mislim, da so takrat še stare novoletke prirejali tam v Kiberpipi. Smo bili pač samo zraven, ne, tako. Nismo bili del organizacije tega, ne. Tudi potem, ko je šel... To sta še Eva pa Špela delale. Ja. So bile glavne, ko so organizirale novoletko. Ja, čeprav sta bila 2 novoletki takrat. Ena, ki so je Anime Slovenija delala, pa ena, ki je... kdo je prirejal to drugo novoletko? Sam vem, da ni Sloanime prirejal. Mogoče je bilo celo Anime Slovenija, tiste, ki so delovali pri prvih novoletkah. Ali pa vsaj določeni ti, ki so bili v kleti. Ja, ti, ki so bili še v kleti Kiberpipa, ja. Vem, da sta bile takrat 2 novoletki, sta se dogajali. Mislim, novoletki, no, pač varianta. Dogodki, kjer so pač anime fani se skupaj družili, širili svoje strasti. Ja. To se ful ne spomnim detajlov, kako je tisto takrat potekalo. Edino vem, da potem, ko je šlo public, ne, ko sta Eva pa Špela, ko sta šle v Medvodah, je bila prva zadeva. Sem takrat pač bil bolj kot ne malo supporta, no. Po naslednje, ker je po Župančiču, sem pa pač rekel, lej, bom jaz zorganiziral, lej, pridobim plac, lej, pa pač naredimo skup, ne. To je pol bil Ilustrarium, ne? Ne, Ilustrarium je bil pa še posebej. Ilustrarium je bil pa Ilustrarium je bil pa tisti dogodek, ki je bil pa posebej od Sloanime. Aha. To so pa takrat s Petro so organizirala pač posebej za pač kreatorje, pač ustvarjalce. Spravi, Miha, Grega, vidva sta bila tudi na teh dogodkih, verjetno, a ne? Dobri spomini. Kdaj je bil mogoče prvo leto, kadar sta slišala za novoletko in kako v bistvu sta se sploh spoznala s tem dogodkom, kako je sploh nastalo, da sta slišala za dogodek, ker v tistih časih nismo nekaj blazno promovirali, a ne? Sploh nismo imeli v bistvu kanalov, preko katerih bi lahko promovirali razen lastnih portalov. Kako sta sploh slišala prvič za te dogodke? Preko Sloanime foruma. Aha. In to je bilo leta 2010. Ilustrarium je bil prvi dogodek. To je prvi dogodek. Zame, ja. In kako se ti je zdel prvi dogodek v Sloveniji? Kakšne pričakovanja si imel sploh, preden si prišel na dogodek? Kaj si v bistvu želel od dogodka? Samo želel sem spoznati ljudi, s katerim se lahko menim o mojih najljubših animejih. Code Geass, seveda. Čakaj, Code Geass je bil 2008, ne? Ja, 2006 sem šel gledat. 2006 je bila prva sezona? 2006 bi mogla biti prva sezona. Prva sezona, pa 2008. Samo res, ja, ker sem bil še v srednji šoli, ko sem gledal. Ja. Good times. Ja, moje pričakovanje je bila, da bi pač spoznal eno tako manjšo skupino ljudi in bolj ali manj so bila izpolnjena. Ker je bila ena taka dosti slušna manjša skupinca ljudi v tisti majhni dvorani od Kino Šiške. In ja, super je bilo videti vse tiste, s katerimi se pač meneš na forumu, ki so sicer faceless. Mislim, da jaz se že spomnim prvega pogovora s tabo. Mislim, da smo se srečali zelo naključno. Jaz sem bil že overwhelmed v tistih časih, ker ti dogodki so se začeli zares, bi rekel, s 50 ljudmi, zelo malo. Kiberpipa je bil v bistvu wall in the hall, ne, dejansko je bila neka luknja v zemlji. Samo je pa bilo najboljše. Ja, ampak začeli so se razvijati zelo organsko, se pravi 50 ljudi je slišalo in 50 ljudi je od ust do ust je šel ta dogodek, ne, in zdaj imamo dejansko prostor, kjer se lahko razvijemo. Naslednje leto je prostor imel že večjo težo, večjo željo in se je razvijal v nek večji prostor. Ne. Tako so potem nastali ti dogodki v dejansko, mislim, da novoletka je šla iz neke luknje, ki je bila Kiberpipa do mladinskega centra, ne, ki je že nek bolj odprt prostor z odrskimi nastopi, z cosplay. Cosplay je bil nekaj, kar se nismo niti mogli predstavljati v tistem času, da v Sloveniji sploh se kdo ukvarja s tem. Ne. In potem dejansko, da smo prišli do novoletke in Ilustrariume, ki so bili pa v bistvu že na takih
convention prizoriščih, se reče, ne, kjer ti imaš dejansko večji prazen prostor z nekim odrom, z odrskimi prizorišči, z predstavitvijo, sejmi in tako naprej. Ne? In to je dejansko že izgledal kot en mini convention. In ja, mislim, meni je bil overwhelming, ker sem prihajal iz teh prvih zametkov, ne? Ker sem videl v bistvu, kako se lahko začne in potem srečati vse ljudi. Moram reči, da niti nimam najbolj v spominu, kako in kdaj smo se prvič srečali, ampak definitivno sem spoznal največ ljudi, ki jih še vedno poznam prav na teh dogodkih. Se mi zdi, da je najin pogovor šel v smeri, da sedenje, da dolgotrajno sedenje ni tako dobro zate. In si ti odgovoril, zato ležim.